tiste prstaste listi so dobri za streho. Ker imaš štange, podobno kot pri nas, in potem daš polovico lista gor, polovico dol in iz tistega spleteš preimenitno streho. Z tistega ne so narejene tiste strehe. Drugi tip koč je pa ob Turkani, na obeh stranih meje, so pa nekako okrogle, kakor en iglu, ampak še malo bolj kroglaste oblike. Spleteni iz tankih vej, pa spet obdan s podobnimi vejami oziroma listi iz raznih palem. In kako izgleda recimo prenočitev takšni koči petrolejka? Čist fino. Mi smo letos spali tam ob Turkani kolikokrat. Ja, morali bi 3-krat, spali smo pa 4-krat, ker nam je džip odpovedal in potem nismo mogli iz doline ven. In smo en dan čakali, da nas bo nekdo odšlepal. Mimo gre, zdaj ravno zvone tam, šeruga, in tudi njemu se je motor pokvaril, če ste kaj brala, in je na podobnem, ravno smejali smo se skupaj z mojimi prijatelji. Še tole si pogleda. Tole je pa nekakšno vino, recimo, oziroma pijača, navrejena iz medu, pa ni medica, ampak je nekako, kaj vem, pač taka tipična etiopska pijača. Tale fant je ravno kar nataka iz tistega večjega kontejnerja posode in to bom jaz potem dobil zelene barve, zaradi tega, ker je tam v teme bilo, pa sem moral malo infrardečo žarnico užgati, no zdaj bo že malo več svetlobe. Prvo leto smo imeli prav težave s tem, ker sta takratna moja dva sopotnika na vsak način hotela to poizkusiti. Pa so jim servirali neko prav drago vino, evropsko seveda, in sta plačala, da sta bila črna. Tež se imenuje, tež, to vino. Potem, ko smo ga pa odkrili, so nam dali pa takega, ki je po nesreči bil fermentiran, se pravi spet skisan. In sta moja dva sopotnika krepko bolehala in imam še zdaj malo sočutja do njih, ker ta prijatelj je bil zelo bogi nekaj časa. On namreč zelo rad je. Nekega dne je bil tako bolan, da niti svoje pice ni mogel pojesti. Pa smo prvičkrat na celi poti dobili pico, tako da smo vedeli, da je res bolan. No, ta teč je potem taka alkoholna pijača, recimo, ampak spet popolnoma drugačna, kot so pa naše alkoholne pijače. Kako pa se obnašajo do turistov in pa kakšne so cene dol? Je to v primerjavi za Slovenijo oziroma v primerjavi z kakšnimi poceni destinacijami? Je Etiopija poceni destinacija ali ne? Zdaj tako, če bi pogledal cene same, bi rekel zelo pocen, ampak če pa vidiš, kaj dobiš za tisto, naprimer prenočišče, ne vem, če je kakšna zanemarjena drvarnica pri nas, ki je taka, kot so kakšni srednje dobri hoteli v nekaterih krajih v Etiopiji. Tako da je kar primerna cena pravzaprav. Ampak mene osebno to ne moti, no pa ponavadi tudi ljudi že malo naprej pripravim, tako da se recimo rjuho je dobro sabo imeti, ali pa po možnosti zelo tako skupaj zašito rjuho, kot nekakšna tenka spalna vreča. Ali pa tudi, če imaš pravo spalno vrečo, tanjšo, ni hudega, ker je po noči čisto sveže, ni kakšne strašne vročine. Zdaj imamo napihljive posle, tako da ni panike. Ja, no, če se ti ljubi tisto sabljo nositi, meni osebno za niti ne pravzaprav. Pač malo, ne smeš biti preveč občutljiv včasih. Kaj pa njihov odnos do turistov, so radovedni? Odnos, tako je, če zanemarimo tisto, kar sem prej rekel, se pravi, da imajo nas za denarnico na dveh nogah. Mi smo zelo hitro pogruntali sistem. Ko prideš v vas, ne smeš takoj s fotoaparatom ven pa začeti slikati, ker je to znak, da bojo oni dobili denar. In potem se vsi nastavljajo upajoč, da bomo čim prej plačali. In potem so kar malo debelo gledali, kakšni belci pa so zdaj to, ki nimajo denarja in ki nimajo fotoaparatov, ker so pač nas imajo za ljudi, ki samo fotografirajo, nič se drugega ne počno. Mi smo se pa lepo usedli, ja, kako ste, kaj? Sicer torej naš voznik je malo služil kot prevajalec, čeprav se oni vsi pomalem razumejo amharščino, tisti glavni etiopski jezik, čeprav govorijo svoje plemenske jezike, ki jih pa on ni govoril. Ampak smo se kar lepo sporazumeli na vse zadnje. Tako da potem, ko smo malo navezali stik, potem je pa dosti laže na koncu recimo prinesti še fotoaparat ven pa še napraviti kakšen posnetek. Mi smo tudi sami vozili, moramo že počasi končati, tudi sami smo vozili tele džipe, jaz sem se prvi zagrebal, ker sem pač nekoč vozil Camel Trophy, pa mi je všeč voziti takale vozila. Kakšnih javnih prevozov do razčistimo torej ni prav, da bi Ja, nikakor ne. V največjih mestih, ja, druge pa res ne. To je treba imeti lasten prevoz, džip. V tem primeru je najbolje, da se tudi v mestu Džinka, ki je na jugozahodu Etiopije, najeti tak džip, ampak najbolje, če to napraviš v Adis Abebi, v glavnem mestu, ker je prvič ceneje, drugič pa vidiš vso tisto pokrajino, ki je vmes, ki bi jo sicer izgubil. Se vmes zgodi recimo... Vmes je pa marsikaj, ja. Ne vem, džip so stali noče naprej. Se zgodi, tudi to ne malokrat, enkrat recimo je obtičal, zaradi tega, ker je imel premalo vode v hladilniku.
No, nekar je dolga zgodba, ne bom cele razlagal. Končalo se je tako, da je našo pitno vodo, ki smo jo po dvojni ceni kupili tam v tistem mestu, ker tam pač vode flaširane skoraj ni, ne. Tista njihova voda je pa zelo, zelo dvomljiva, ne. Jaz sem sicer uporabljal za umivanje zob, pa so mi sopotniki rekli, da sem nor, ampak hvala Bogu mi je še nekako uspelo. No, vso tisto našo vodo je stočil noter v hladilnik in to prav brihtno. To so že detajli, ki bi bolj motoristi razumeli. Pač, motor je tekel, on je pa vlil vodo noter, kar je totalna neumnost. Ampak mi je zagotavljal, da mora biti točno tako. In seveda v tisti hip je vse povrelo, ampak pustimo to zgodbo. Janin, najlepša hvala, zelo je prijetno klepetati. Z veseljem. Se že veseliva prihodnje destinacije, čez 14 dni, ko bova midva spet ponovno s teboj. Zdaj že v Ameriki nekaj časa nismo bili, moramo spet kakšno Srednjo ali pa Južno Ameriko. Prav. To bi bilo fajn. Hvala lepa. Hvala vama. Tako, jaz te lahko kar pospremim. Jaz bom pa... Na pojedino? Na pojedino. So ti bile všeč urejene Etiopike? Veš kaj? Veš kaj? Kaj? Sploh se ne pogovarjam. Zakaj ne? Zato. A bila rada lepa? Ja. No, ne pogovarjam se. Ni mi jasno, ampak povej. Ne, veš kaj ti hočem povedati? Povej. Da sem zelo presrečen, da lahko ponujamo preobrazbe ljudem, ki tega niso delali.